Pozdrav iz studia 136, to so Vesti na vesti. Računsko sodišče je pri preverjanju znanja oziroma uspešnosti stroškov gradnje predora Šentvid v obdobju od 2004 do 2007 Ministrstvu za promet, Ministrstvu za okolje in prostor ter Darsu v redovalnico zapisala ŠUS pri predmetu gradnja predora Šentvid. Preverjalo je usposobljenost pri izpeljavi postopkov gradnje, upravičenost spremembe pogodbene cene, pridobitve gradbenega dovoljenja, postopka izpeljave javnega naročila in uspešnost pri nadzorovanju projekta v izgradnji. Predsednik Računskega sodišča Igor Šoltes o odgovornosti Ministrstva za promet. Tisto, kar je pomembno, je to, da ministrstvo ni ugotovilo, da je Dars začel z izgradnjo triposlovnega predora že pred izdajo sklepa ministra za promet o odobritvi polnega priključka na Celovško cesto. Torej, po eni strani so se določena dejanja ali pa dogajanja v predoru začela odvijati še preden so bili za to podani ustrezni pogoji oziroma pridobljene ustrezne dokumentacije. Zdaj se počutim kot kakšna tršica, veš, v zbornici, tako, pri dekanu. Po svoji volji je Ministrstvo za okolje in prostor delovalo pri nepooblaščeni odobritvi izgradnje dodatnega priključka na avtocesto. Dars pa si je negativno oceno prislužil zaradi nepravilnosti v postopkih oddajanja javnih naročil, saj je v razpisni fazi s postavitvijo visokih pogojev omejil število ponudnikov oziroma konkurenco, v postopkih samega izvajanja gradnje pa je kriterije kakovosti znižal. Šoltes bo neuspešne učence, Žerjava, Podobnika, Slaka in ali Nemca poslal na zagovor na državno tožilstvo. Popravni izpit najbrž ne bo možen, morda pa bo zapravljivcem za kazen naložil družbeno koristno delo. Je pa zdajšnji minister za promet Patrik Vlačič sporočil, da bo takoj sprožil postopek za zamenjavo nadzornega sveta družbe Dars. Cena predora Šentvid se je v času izvajanja dvignila za 200%, iz 41 milijonov evrov na 123 milijonov evrov. Glede izvajanja programa Avtocest v Republiki Sloveniji bomo v sodelovanju z Računskim sodiščem in na podlagi njihovih priporočil poiskali najustreznejšo rešitev za celoten sistem, da se takšne nepravilnosti v bodoče ne bi več dogajale. Avtocestni program je, kot veste, letos pred velikimi izzivi, zato se bomo potrudili, da bomo v kadrovskih procesih ob sodelovanju KAS-a na položaj imenovali najboljše, ki bodo kos tem izzivom. A je Patri, ali je Patrik, Patrick, Patrick? Patrick! Patrick. Ja. Kje smo ostali? Tako se pa moram oglasiti. Halo? Ja, del uživo sem hiter, prosim. Jodi ne mi s takim imeno. Ja, pa kupi mi ga ti. Ja, prav, ja, ajde, pa. Kaj je bilo zdaj to? Nič, Jonas mi teži, ker imam PC-ja na mizi. Kje smo ostali torej? V temni luknji predora Šentvid. Ja. Kako pa je na jugu? Meja s Hrvaško se še ni premaknila, ali pač? Obe strani načelno sprejemata predlog Evropskega komisarja za širitev Olli Rehna, da bi vprašanje meje med državama reševali z mediacijo, vendar pa Slovenija in Hrvaška še vedno nista našli skupnega jezika. Mogoče bi tudi tu mogli imeti prevajalca. Torej, nista našli skupnega jezika pri vprašanju, kaj bi mediacija morala prinesti. Prav ponesrečeno pa je zunanji minister Samuel Žbogar odgovoril na vprašanje, kaj zahteva Slovenija. Slovenija zahteva, Slovenija nič ne zahteva, ne? Ja, kaj pa dela Slovenija? Slovenija sprejema predlog komisije, da bi prišlo do dogovora o mediaciji. Se pravi, mi pričakujemo dogovor o mediaciji, ki bo pismen, ki bo na papirju, v katerem bodo opredeljene modalitete mediacije in kjer bo opredeljen tudi rezultat mediacije, se pravi, kjer bo jasno, ali je mediacija za to, da
ali medijacija vodi v končno rešitev enega vprašanja, ali je medijacija samo pot do neke tretje institucije, kot zaenkrat še zahteva Hrvaška. O drsenju v recesijo, komentar dneva, Rado Pezdir. Nedavni podatki Statističnega urada Slovenije kažejo, da Slovenija hitro in zagotovo drsi v recesijo. Krčenje BDP in izvozne aktivnosti sta seveda samo en del težav, s katerimi se sooča slovensko gospodarstvo. Drug del predstavljajo težave v bančnem sektorju. Kakšen je red velikosti težav v bančnem sektorju, ni jasno in lahko samo ugibamo. Tudi že površen pregled številk, da se razumemo, predvsem številk o množini tajkunskih kreditov na eni strani in zahtevkov po bank po državni pomoči na drugi strani, pokaže, da se tudi tu dogaja nekaj precej nenavadnega. Vse skupaj zelo jasno implicira, da je potrebna odločna strategija za spopadanje z gospodarsko krizo in da nima več nobenega smisla nadaljevati s produciranjem papirjev, ki se imenujejo paket ukrepov vlade Republike Slovenije za preprečevanje ekonomske krize, kot to počne Pahorjeva vlada zadnje 4 mesece. Še več, situacija je postala preveč resna, da bi se zadovoljili z litanijami o propadanju kapitalizma in o zahtevah po nacionalizaciji, nebulozami, kot so ustvarjanje močne državne banke, histerijo z multiplikatorji in državno potrošnjo. Da sploh ne govorimo, da ima v času recesije vlada pogum predlagati varčevalne ukrepe, ki so bolj ali manj omejeni na varčevanje s kavicami v vladnem kabinetu. Zdaj gre za res, zato ni več nobenega smisla v odlašanju z resnimi ukrepi in čakanju na možnost, da se težave uredijo same od sebe. Če bi si volilci to želeli, potem bi verjetno še danes bil predsednik vlade Janez Janša, ki je bil znan po tem, da mu spremembe v gospodarstvu, če že niso bile v domeni izgradnje desne elite, sploh niso padle na pamet. To je premier Pahor, nehajte že vse skupaj moriti s Hrvaško in začnite delati ali pa odidite. Ob tej novici se ne bo sam Tito obračal v grobu, ampak tudi njegov friend Richard Nixon pa Richard Burton. Današnje vesti namreč uspešno in brez velikega napora izpostavljajo narodnost slovenskih politikov. Včeraj je SDS pozvala državljane, še posebej pa mestne in občinske svetnike, da sprožijo ustrezne postopke za umik imena Josipa Broza Tita slovenskih ulic in trgov ter umik njegovih kipov v muzeje. S tem so podprli predsednika Zveze borcev za vrednote NOB-ja Janeza Stanovnika, ki je v odzivu na odkritje množičnega grobišča v Hudi jami dejal, da so se povojni poboji dogajali prav pod Titovo komando. No, mogoče bi pa lahko naredili Slovenci tako kot so Rusi, z muzejem, ko so vse komunistične kipe spravili oziroma shranili v morje. Tak en podvodni muzej. In potem bi Hrvati lahko naredili isto in bi imeli en tak skupni kulturni projekt, Slovenci in Hrvati. Kulturni bazen, evo. Slovenija, Slovenija, Slovenija. Kulturac. Vabljeni nocoj v ljubljansko festivalno dvorano, kjer se bo o 7:30 pričel pravi balkanski žur. Sliko Tita z orkestrom, rdečimi rutkami in modrimi čepicami. Nastopil bo orkester Mandolina, ki letos slavi že 35 let. Na odru pa se jim bodo pridružili tudi Kadar češ brez band. Z nami v čas džins generacije, kad je bolje bilo biti pijan nego star. Časi, ko so lipe cvetele in so nam starši dihali za vrati. Napovedujemo še en koncert, ki pa se bo zgodil v našem studiu 141. Nastopili oziroma zažgali bodo Grimski, vi pa pridite nekaj minut pred 8. uro in zasedite svojo blazino na naši tribuni.
Še vreme, sonček je. Sedaj pa poskrbim samo še za fizično ugodje. To so bile vesti na vesti. Poskrbite zase.